V Šentjurju zadovoljni z obiskom na 27. Šentjurjevem. V Laškem in Slovenskih Konjicah konec tedna v znamenju praznovanj Jurjevanj. Tina Trstenjak je v Varšavi obranila naslov evropske prvakinje v judu. Celjske košarkarice v finalu državnega prvenstva vodijo z 1-0. Lep pozdrav, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. V Šentjurju so minuli konec tedna pod streho spravili glavnino prireditev v okviru tamkajšnje največje turistične prireditve Šentjurjevega. Letošnja izvedba je bila že 27. po vrsti. Kljub nekoliko slabšim vremenskim obetom pa je bilo osrednje prizorišče v šentjurskem Zgornjem trgu lepo napolnjeno. Osrednje dogajanje Šentjurjevega je umeščeno na soboto, ko se vse skupaj začne s pohodom po okoliških gričih, letos pa se je na pot podalo preko 2000 udeležencev. Ti so se lahko na koncu, poleg ostalih obiskovalcev, ustavili pri več kot 50 stojnicah s takšno ali drugačno domačo ponudbo ali se udeležili katere od sporednih aktivnosti. Z obiskom so bili zadovoljni tudi pri organizatorjih. Glede na mrzlo vreme zjutraj moram reči, da smo se malo bali, kako bo z obiskom, ampak sedaj smo izredno zadovoljni z obiskom. Mislim, da je to eno izmed rekordnih let, kar se obiska tiče. V izvedbene aktivnosti so vključene številne institucije, kakor tudi posamezniki in društva. Zdaj v bistvu celotno rečemo v organizacijskem odboru oziroma organizaciji posameznih dogodkov sodeluje približno 15 društev. Tradicionalno tekmovanje v kuhi Kisle župe so letos poverili pevskim zborom, najboljšo pa so skuhali člani ekipe moškega pevskega zbora skladateljev Ipavcev Šentjur. Veliko receptov smo v tem tednu pregledali. Enkrat smo celo naredili en poskus, potem smo se odločili za tistega preverjenega in nam je uspelo. Uspelo nam je pa ne samo zaradi recepta, tudi zaradi vsega, kar smo zraven dodali. Tiste tajne malih mojstrov ali pa velikih mojstrov, to pomeni veliko pozitivne energije, veselja, ljubezni in spoštovanja do tistega, ki jo bo jedel. In to nam je uspelo. Kot običajno se je tudi tokrat za brezplačno juho naredila dolga vrsta lačnih želodcev. Prireditev je znova počastil z obiskom nekdanji župan Trške občine Sveti Jurij ob južni železnici, ki je komentiral tegobe, ki so prizadele njegove Tržane ob zadnji zmrzali. Ampak v mojih cajtih pa vem, kako bi se pa to rešilo, bi se pomagalo kmetom, sadjarjem. Vedno sem se trudil za to, da so kmetje in sadjarji dobro delali, da smo jih izučili predvsem, ker tisto, kar največ šteje, menda je znanje. Vse z denarjem se marsikaj kupi, pa se lahko potem naredi, ampak s pravim znanjem pa lahko deluješ tako, da kaj preprečiš. To je tisto, kar je vedno. Znani domoljub nam je zaupal tudi eno zanimivost. Slovenec sem, so peli tudi Hrvatje. Tudi Hrvatje so peli takšno lepo narodno zavedno pesem, čeprav so peli Slovenece, pa čeprav niso bili Slovenci. In mogoče bi mogli se malce združevati tukaj, ne pa da se ločujemo in si gradimo neke pregrade in meje, ne samo tiste ta prave, ampak tudi v glavah. Na glavni trški promenadi so občudovanje želi sodobniki legendarnega župana. V sami sekciji kolesarjev nas je 12 kolesarjev. Najstarejše kolo je velociped, ki je tu prisotno tudi. To je iz leta 1885, najmlajše je pa 1940. To je tole kolo, ki ga jaz držim v rokah. In predstavljamo pa dejansko tudi, smo v teh uniformah, ki spadajo v tiste čase, iz katerih izhajajo kolesa. Čast inovativnosti v ponudbi so tokrat rešili predstavniki mladinskega centra, ki so pripravili šentjursko obarvano sobo pobega, ki je za razliko od drugih podobnih sob prenosnega značaja. Je zelo enostavno za postaviti, ni zakomplicirana. Dejansko sama vsebina pa tisti, ki pridejo, ker je bila postavljena vseeno za nekoga, ki se pripravlja, ki spoznava občino, ko pa pridejo tako Šentjurčani, jim je pa zadeva kar malo težko. Tudi sami smo se spopadli z eno od ugank in sicer šahovsko. Je vezana na Ipavce, zdaj
Ima pa ta šah simbolni pomen in sicer gre za boj Slovencev, da se oblikujejo kot narod v 19. stoletju in pač gre za upor proti ponemčevanju, ne, tako da tu pač figure simbolizirajo beli so Slovenci in črni so Nemci in pač beli zmagajo v šahu, če znaš šah igrati. V prihodnosti se obeta še stalna soba pobega, vendar z drugačno vsebino. Imamo že vsebino vse pripravljeno, vezana na naše skladatelje in pavce. Časovni okviri so pa predvsem odvisni, kako bomo skupaj z občino našli sredstva, da se obnovijo prostori, ker so pa prostori, infrastruktura ni za postavitev trenutno primerna. Na današnji dan pred 136 leti so v Laškem začeli praznovati god svetega Jurija. Na ta dan so v Laškem vsako leto pripravili sprevod zelenega Jurija. Tradicijo so nato začasno prekinili in jo spet obudili pred 28 leti, ko so moči združili etno odbor Jureta Krašovca, občina Laško in osnovna šola Primoža Trubarja. Jurjevanje v Laškem je v pisnih virih prvi omenil Ignac Orožen v knjigi, ki je izšla leta 1881 in je bila leta 2009 prevedena v slovenski jezik. Se pravi, da je po tisti knjigi, v kateri to opisuje, že ki je izšla 1881 leta, se pravi, že vsaj 136 let. Ampak on v tej knjigi piše, da so v Laškem, to se pravi, da so že tudi pred tem časom, ko je knjiga išla, o tem opisovali, se pravi zelenega Jurija, ki se je potem nekje do v obdobje med obema vojnama, tu imamo kar nekaj lepih posnetkov tudi, ohranil, potem je šel v pozabo, v okviru šole in pa etno odbora smo ga pa skupnimi močmi ponovno oživili in zdaj, bom rekel, zelo lepo živi in je en tak lep pomladni praznik v Laškem. Organizacijski odbor letošnjega Jurjevanja v Laškem se je odločil, da letošnjo prireditev pripravi 3 dni pred godom svetega Jurija. Glede na podnebne spremembe v zadnjih letih pa razmišljajo, da bo v prihodnosti jurjevanje potrebno izpeljati še nekoliko prej, kot so to storili letos. Verjetno bomo mogli tega našega zelenega Jurija prestaviti na zgodnejši čas, glede na to, ampak ne oziraje se na to, ta lepa starodavna navada Laškega je prisotna in prav je, da jo oživljamo in jaz mislim, da se potrudijo tako starši, ki pomagajo, pa babice, pa detki, ki pomagajo učencem pripravljati vse te priprave, od venčkov do rogov in prdecev in vse to, kar otroci s sabo prinesejo, do učiteljic, ki se potem potrudijo, da lepo zapojejo, tudi posebno Jurjevo pesem, ki je tudi že kar precej stara in v njej seveda prosijo za jajca in špeh med drugim. Letošnja Jurjeva povorka se je med potjo do občinskega dvorišča zaustavila pri številnih domačinih, v domu starejših Laško, Termani ter v Laškem kulturnem centru. Zadnji dar so na občinskem dvorišču prejeli iz rok laškega župana Franca Zdolška. Iz prejetih oziroma zbranih darov, ki so jih nabrali med potjo, pa so pripravili prav posebno jed. Ki rečemo cvrtnjak, nič posebnega, to so jajca pa špeh skupaj umešani, ampak je zelo dobro, ker se pripravlja v velikih količinah in tako tudi naši obiskovalci lahko to poskusijo, to dobroto zelenega Jurija. Zraven naredimo še nekaj delavnic, kako se rogovi izdelujejo, ampak moram reči, da tudi starši se potrudijo na nek način, pa tudi po skicah, ki so jih dobili kot neko pripomoček za izdelavo teh rogov, da so kar dobro naredili. So mi pa tovarišice pojamrale, da letos ni bilo problem z zelenjem, da je bilo pa bolj problem z rogovi, zaradi tega, ker je moževina postala že preveč trda in je bilo malo več truda treba, da so še lahko dobre rogove napravili. V letošnjem Jurjevem sprevodu je sodelovalo 250 učencev nižje stopnje osnovne šole Primoža Trubarja Laško ter njenih podružničnih osnovnih šol iz Debra in Rečice. Glede na zagnanost in energijo članov organizacijskega odbora gre pričakovati, da bodo v Laškem tradicijo praznovanja svetega Jurija ohranjali tudi v prihodnjih letih. Minuli konec tedna so jurjevanje pripravili tudi v Slovenskih Konjicah, kjer so zgodbo o Juriju, ki je premagal konjiškega zmaja, oživeli že 20. leto zapovrstjo.
Na ta način želijo ohranjati tradicijo v čast zavetniku mesta, ki ga občina nosi tudi v svojem grbu. V Slovenskih Konjicah so ob jubileju festivalsko dogajanje nekoliko osvežili in mu dodali prvi Jurjev festival kulinarike in domačih obrti. Na njem so predstavili kulinariko Konjic in okoliških krajev, ki so jo obiskovalci po načelu odprte kuhne lahko tudi poizkusili. Manjkal ni niti tradicionalni pohorski lonec. To je naša lokalna jed. V njej je v bistvu 3 vrste mesa, gobice, ješprenj, krompirček, pa slanina. To je podobno enolončnici, ampak je naša specialiteta. Poskrbljeno je bilo tudi za ljubitelje žlahtne kapljice in sladkih dobrot in za tiste, ki prisegajo na naravne izdelke. Na ostalih stojnicah pa številni izdelki lokalnih obrtnikov in rokodelcev. Danes se predstavljam z butičnimi slaščicami, ki sama izdelujem. To so različni piškoti, sočna peciva, domače marmelade in druge dobrote. To so unikatne lesene posodice, potem ptiče hišice, razne deščice, potem žličke, hoteli za koristne žuželke, valilnice, ko so zdaj aktualne pa tone. Želimo s to tradicijo nadaljevati, razširiti na celotno destinacijo Rogla-Pohorje in še širše in mislimo, da v naslednjem letu lahko pričakujemo še bolj poln trg, še večjo udeležbo, se pravi vseh ponudnikov. Promocija kulinarike, domačih obrti in pa destinacije Rogla-Pohorje. 7. zapored so sestavljali tudi najdaljši štrudel. Tega so letos poleg Konjičanov pomagali peči tudi gostje iz drugih krajev. Letošnjem letu smo imeli v sklopu jurjevanja tako imenovano usnjarijado, torej srečanje pevskih zborov iz mest z usnjarsko tradicijo. In ker smo tudi njih pozvali oziroma jim povedali, da delamo, da sestavljamo najdaljši štrudel, so ga celo iz Kopra prinesli, tako da iz cele Slovenije. Ob koncu sicer rekorda, ko so pred 2 letoma namerili nekaj čez 100 metrov štrudla, niso presegli, a so vseeno namerili zavidljivih 95 metrov. Že 6. so v Konjicah ob jurjevanju nastopile godbe. V okviru usnjarijade so gostili pevske zbore. Ob koncu sobotnega dogajanja seveda ni šlo brez veselice z ansambloma Udar in Slovenski zvoki. V nedeljo pa se je dogajanje nadaljevalo z Jurjevo povorko konjenikov in blagoslovom konj. Aktualna olimpijska in svetovna prvakinja v kategoriji do 63 kg Tina Trstenjak je na Evropskem prvenstvu v Varšavi obranila naslov evropske prvakinje. Članica celjskega judo kluba Sankaku je v finalu prvenstva stare celine po 4 minutah in pol podaljška premagala 23-letno Francozinjo Margot Pinot. Kljub temu, da moje borbe niso bile najboljše, mi je vseeno uspelo zmagati in ponoviti naslov lanskega leta v Kazanu. Borbe so bile zelo naporne, že od samega začetka, finale še sploh, ki je trajal zelo dolgo, ampak sem vesela, da mi je uspelo. Poznam to Francozinjo dobro, nazadnje smo imeli v Parizu, sem jo vrgla, zdaj pač ni šlo, borba je bila zelo naporna, ampak kljub temu sem vesela, da mi je uspelo. Je res osvojila najvišji naslov, spet na tem tekmovanju prikazala je do finala lepe borbe, v finalu pa mogoče, da je bilo malo presenečenja, zato ker pripravljali smo se na bivšo svetovno prvakinjo iz parih let Abgenu in celo taktiko, vse smo temu, veliko treninga smo temu namenili, tako da je bilo malo presenečenje. Jaz mislim mogoče, da je ta francoska tekmovalka svoji domačinki mogoče predala, da bi mogoče lažje ta tekmovalka, katera se je borila s Tino v finalu, mogoče tudi, da bi Tino kasneje premagala ali pa je dobila takšno direktivo, ne vem. V glavnem je bila zelo neugodna, bila je poznana tekmovalka, vendar izgleda, da se je dobro pripravila za Tino, ima isti stil kot Tina, tako da je bilo se zelo težko voditi in je bila borba neodločena do kraja. Na kraju pa seveda se je sprožila Tinino korist zaradi vzdržljivosti pa boljše priprave. V finalu ženskega košarkarskega državnega prvenstva so košarkarice celjskega Atleta v finalu proti kranjskemu Triglavu povedle z 1-0. V soboto so bile v svoji dvorani boljše s 66 proti 54. Ekipi v finalni seriji igrata na 3 zmage. Druga tekma se bo čez približno 2 uri začela v Kranju. Tretja bo na sporedu v sredo v Celju.
Gostje, ki še vedno lovijo svojo prvo lovoriko, so začele napadalno zelo razpoloženo in v prvi četrtini prevzele pobudo. S košem nekdanje celjske kapetanke Rebeke Abramovič so v 9. minuti povedle z 11-17. Celjanke so vrnile serijo 10-0 in imele pobudo vse do 19. minute, ko so Gorenjke preko zelo razpoložene povratnice Nine Jesenšek izenačile na 31. Domača dekleta so se pritiska nasprotnic nekoliko otresla v drugi polovici tretje četrtine, ko so največ povedla za 9 točk. Triglav se je na uvodu zadnje četrtine s trojko približal na 4, a so Celjanke že v 33. minuti prvič povedle z dvomestno prednostjo. V zadnjih 5 minutah sta obe ekipi skupaj dosegli le 4 točke, atlet pa se je veselil zmage s 66-54, ki jih tako približuje morebitni 13. zvezdici. Tako kot smo pričakovali, zelo težka tekma, predvsem zelo nervozna v prvi četrtini. Moram priznati, da so nas tudi presenetili z postavitvijo in pa igro v prvi četrtini, ker se nismo najbolje znašli. Ko smo se znašli, smo naredili miniserijo in prišli v vodstvo in mislim, da na koncu tudi zasluženo zmagali. Toliko točk kot celotna ekipa Triglava je dosegal najbolj učinkovit celjski trio. Shanti Evans je kot prva strelka prispevala 20 točk, 2 manj je dodala Iva Slonšak, Ana Marija Prezelj pa je končala 16. Dodajmo, da sta obe ekipi izvajali kar 41 prostih metov, skupni izkoristek pa je znašal spodobnih 82%. Finalna serija se sicer igra na 3 zmage. Sedaj je sigurno velik pritisk na ekipi Triglava, kjer ekipo praktično mora dobiti v svoji dvorani, če ne bo rezultat 2-0. Tako da mi bomo ta pritisk poskušali sebi v prid obrniti, zelo dobro spočiti, pripraviti na ponedeljkovo tekmo, ki bo prav tako zelo zahtevna. Druga tekma finala bo v Kranju nocoj ob 20:45. Mi se s tem ne bomo obremenjevali, lahko igramo tudi v polnoči, če bo treba, tako da mi smo fokusirani samo na najboljšo igro na terenu in to je to. Tretje, morda že odločilno srečanje je na sporedu v sredo v Celju, začelo pa se bo ob 18:00. Jutri bo na vzhodu precej sončno, proti zahodu pa bo oblačnost naraščala. Predvsem v severozahodni Sloveniji bo občasno deževalo, krepil se bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 15 do 21, v severozahodni Sloveniji malo nad 10 stopinj Celzija. V sredo bo v vzhodnih krajih deloma sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Pihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine okrepile in od zahoda razširile proti vzhodu. Več padavin bo na severozahodu države. Z vremensko napovedjo zaključujemo današnje dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost, do prihodnjič pa lep pozdrav in srečno.